Meni se zadnjič pohvalil, da ima polnilnico zelo blizu doma, a ne? No, jaz jo imam pa kar doma. Tole je Etrelov Inch, takšna majhna in diskretna polnilnica, ki je Kono zdaj polnila s 7 kW, samo zato, ker v bistvu avto ne omogoča več. Je pa tole še vedno bistveno hitrejše, kot pa tiste klasične vtičnice. Slabih 10 ur proti 30, če je čisto prazna baterija. Oja, se kar pozna in nekaj takšnega si boste morali umisliti vsi, ki boste s svojim električnim avtom vsak dan prevozili 200 km. Je pa res, da se Gorenjci kar znajdemo in če sem čisto pošten, imam tudi sam zelo blizu javno polnilnico, ki je zaenkrat še brezplačna in ponavadi polnim kar tam. V takem primeru imate srečo, ker imate potem lahko električni avtomobil, pa ni treba imeti doma svoje polnilnice. Evo jo, jih je že kar nekaj v omrežju, še več pa jih bo. No in tudi če niso brezplačne, je polnjenje doma občutno cenejše od nafte ali pa bencina, če upoštevam strogo samo strošek goriva. Okrog 5 evrov na teden, če se vozim kot povprečen Slovenec, kar je na mesec dobrih 20 evrov. Sliši se super, je pa zadaj še nekaj ostalih stvari, no, kar smo itak povedali že v prejšnjih oddajah. Zdaj bo pa treba iti. Sicer pa tokrat malo izzivam Mateja, ki se je prejšnjič zapeljal prek Murje čisto do Koklinega kluna. Mislim, bolj ravne poti si res ni mogel zamisliti. Na večini mojih so pač vedno klanci. Saj veste, tudi kolesarjenje naravnost je bistveno lažje od rinjenja s kolesom preko Vršiča. No, zato grem v Bovec. Na svoji poti se bom dvignil preko predela, torej na 1156 metrov. Lahko bi šel še više čez Vršič, ampak je v tem trenutku zaprt zaradi snega. Zdaj sem pa že na avtocesti, kar pomeni, da se bo morala Kona danes soočiti s samimi hudimi pogoji. Evo, avtocesta je poskrbela, da je moja povprečna poraba 21,1 kWh na 100 prevoženih kilometrov, kar pomeni, da bi tudi v takšnem načinu prevozil ravno 300 km, preden bi bila baterija povsem prazna. Po takšni navadni cesti bi načeloma poraba morala še pasti, je pa res, da se ves čas vzpenjam, najprej že proti Kranjski gori, potem naprej pa še bistveno bolj. Me prav zanima, kakšno bo potem na vrhu. No, imam pa dva aduta. Prvi je dolg spust nazaj v dolino proti Bovcu, kjer ne bom porabljal elektrike, ampak jo bom dejansko celo proizvajal in polnil baterijo. No, drugi pa je polnilnica v Bovcu, če bo res treba. Verjamem pa, da bo šlo brez, ker je celotna pot dolga točno 200 km. Evo, na vrhu imam porabo 19,9 kWh in po 82 prevoženih kilometrih je moj doseg še vedno 272 km. Računam, da bo ostal enako, se bom pripeljal v dolino, no tukaj na vrhu sem se postavil samo zaradi lepega razgleda. A ni hudo? Električni avtomobili imajo pred klasičnimi takole pri takšni vožnji po klancu navzdol eno veliko prednost. Ne le, da ne porabljajo energije, ki je v bistvu tudi klasični avtomobili skoraj da ne, ampak gre tukaj energija namesto v toplotno v baterijo. Torej je Kona ravnokar postala elektrarna, ki pridno izkorišča potencialno energijo, meni pa še zavirati ni treba, če ni ravno pred mano 180-stopinjski ovinek. Bi bilo fino, če bi še klasičen avtomobil po koncu takšne vožnje kazal več bencina ali pa nafte kot prej. Kola ima 4 stopnje, ki jih določam s tema dvema ušescema, nič ne zavira, 3 pa že kar konkretno in to uporabljam zdaj. Zadeva je seveda zelo uporabna tudi v mestih, kjer pred semafori zaviram praktično samo s tem.
Izkupiček vas zanima, ne? No, po točno 100 prevoženih kilometrih mi je ostalo še 77% baterije, zato me sploh ne skrbi, da bi na poti nazaj nekje obstal. Kono bi sicer tukaj v Bovcu lahko priključil na tole polnilnico, ker grem zdaj svojo navidezno družino itak na kosilo in bi se vmes lahko polnila, ampak je ne bom, ker sem trmast in vam hočem pokazati, da je v bistvu Slovenija premajhna, da bi s tem avtom kje obstali.